Ja, stanje na področju pravosodja je alarmantno, sodni zaostanki se ne zmanjšujejo, sodišča se spopadajo z vedno večjim številom nerešenih zadev in čakalne vrste so vedno daljše. Minister si skuša v celoti podrediti tožilstvo, čeprav je Ustavno sodišče prepovedalo uporabo njegovih obveznih navodil za delo tožilcev. Vendar novi zakon še vedno ostaja pri tem, da bi si tožilce podredil. Prav tako je popolnoma nerazumna odločitev, da se zemljiško-knjižni vložki lahko vlagajo samo preko odvetnikov in notarjev, namesto da bi jih tako kot doslej lahko vlagali vsi. S tem bo tudi državni proračun prišel ob takse, na drugi strani pa lahko računamo, da se bo 30 milijonov evrov prelilo k odvetniškemu in notarskemu lobiju. Pogodbe se ne bodo več sklenile na sodiščih, ampak na številnih notarskih pisarnah. Skratka, tudi na tem področju bo prišlo do nepregledne zmešnjave. Na področju Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij ugotavljamo, da se še vedno ne izvajajo določila o alternativnem izvrševanju kazni. To bi lahko na eni strani razbremenilo zapore, dogaja se prav nasprotno, za majhne kazni, za prekrške se zapira te prekrškarje skupaj z obsojenci za najtežje kazniva dejanja, kar je popolnoma nesprejemljivo. Minister za pravosodje, namesto da bi se ukvarjal s svojim rednim delom, množično potuje vse prek po svetu, vse posod zagovarja svoj model mediacije, očitno bo na tem delu tudi potem, ko mu preneha mandat. Mediacija, ki jo uvedel kot obvezno pred reševanjem sporov na sodiščih, dejansko pomeni v tej obliki samo podaljševanje sodnih postopkov. Zato ni čudno, da se tudi zaradi tega projekt Legenda, projekt za odpravo sodnih zaostankov, ne izvaja. Nikakor tudi ne steče pregon kaznivih dejanj, ki jih je določil novi kazenski zakonik, ki smo ga sprejeli v prejšnjem mandatu. Takratna opozicija mu je na vse kriplje nasprotovala. Nasprotovala je temu, da je kaznivo dejanje neplačevanje socialnih prispevkov za delavce. Minister tudi ni storil ničesar, da bi prišlo do uveljavitve tega dela kazenskega zakonika. Celo je nekaj časa govoril, da je treba to posebej napisati v kazenski zakonik, sploh ne vedel, da je to že v kazenskem zakoniku in s tem se je tudi izkazal popolno nepoznavanje veljavnega prava. Pravna država v slovenskem pravosodju ne deluje, postopki se različno hitro rešujo, nekateri zelo počasi, nekateri pa naravnost z neverjetno naglico odločijo se še isti dan in potem se sodba vroči stranka kar po faksu, še isti večer. S tem je hudo kršeno načelo enakosti. Sicer pa ni čudno, da je tudi izjemno porušen ugled v institucijo pravosodnega sistema, kajti minister za pravosodje, ki je na vrhu institucije pravosodnega sistema, je sam ravnal protipravno, kajti rušijo ugled sodne funkcije, ko je bil še sodnik, ko je bil še sodni funkcionar, je bil hkrati tudi zaposlen v odvetniški pisarni. Prav sodni svet je na svoji 72. seji takšno ravnanje označil kot nezdružljivo s sodniško funkcijo in kot dejansko popolnoma nesprejemljivo za ugled pravosodnega funkcionarja.